iskala, tako da... Ja, novega trenerja Dubaja zamenjal je ravno Aleksandra Sekuliča. Odlično sodelovanje dveh, ki sta kot najstnika izvrstno sodelovala takrat. Ne moramo jih toliko spremljati, ne vidimo njihov napredek, potem pa lahko s temi treningi vseeno vidiš, kje so te fantje, da se na nobenega ni pozabilo. Medtem pa Ali Nikolić zadeva trojko. Mimo grede, Petar Markovinović, ki je bil v preteklosti tudi že uspešen selektor v mlajših selekcijah, vodi to belo. Hitro pride do nesporazuma in ostaneta dva obrambna igralca na enem. Na srečo pa Latvijci niso zadeli, na drugi strani pa Klemen. 3 točke, druga trojka za Slovenijo. Lejmanis je tudi na parketu, tole pa zdaj v zadnjem trenutku malce met iz obupa Martina Kramplja, ki ostaja jasno v Španiji, ker je lani igral izvrstno. To je to, klasična situacija. Tega smo pri Bilbao Mare videli veliko, navajene teči, drugačen stil imajo Španci, hitro se igra in Martinu Kramplju to neverjetno ustreza. Ja, že v koledžu, ko je igral, je pokazal, da je najboljši v tej prvini, da teče, da se hitro odvaja in pa potem dobiva te okoli na račun odličnih iger. Izvrstnih iger. 17 točk Mare v lanski sezoni, 3 skoki in pol in 3 asistence in pol. In to ne samo lanska sezona, praktično vse 4-5 sezona ne je na tem. Zdaj jih čakajo v seriji Hrvaška in Izrael. To bo konec tega meseca, novembra. Nemčija doma, Izrael v gosteh, potem pa februarja. Omenila so že prej, Latvijci so neugodna reprezentanca, predvsem visoki igralci so gibčni in pa zmožni zadeti za 3 točke. Z Omičem igramo ta drop. Do Nikolića za 3 točke, zdaj je tudi Ali Nikolić, se morda brez prave ideje. Slovenija, Mirtić do 2 točk. Tudi operacija ramena je bila potrebna. Tako da od januarja, mislim, da Mirtić ni več potem igral že od začetku januarja. Klemen Prepelić, trojka. Dobra reakcija Slovenije. 35-36 in reakcija potem tudi posledično na klopi Latvije. Sobotno tekmo s Črnogoro bomo pospremili neposrednem prenosu na Sport klubu. Dobra akcija pa zdaj Latvijcev. Igra po globini, pa 2 točki za goste. Šilinš, uspešen prvič na tekmi. V tej obrambi skakanja morajo igralci strani pomagati, iti globje, prevzeti tega igralca oziroma ga na nek način čuvati, ki se odvaja. Hrovac je dajle, pa Radović lepo do Prepelića, ki zadeva. Sveža novica od danes, da bo Stravtinš igral v projektu, v katerem je vključen tudi Luka, torej za Rim oziroma za Romo. Klemen pa z drugo zaporedno trojko. Septembra. Aljaž Kunc in Žiga Samar se bosta reprezentanci pridružila konec tega tedna, tako da bo... Če si saj malce prisebanja, boš naredil tudi faks, imel neko izobrazbo, tako da... Ja, Latvijci s trojko do plus 12. Vseeno pa volja, želja, energija mora biti na visokem nivoju. Še enkrat dobro, tudi Krampelj. Krasno, odlično lahko teče slovenska reprezentanca v določenih postavah na igrišču. No, ampak ponavadi se to začne pri organizatorju. Če je organizator agresiven, potem nekako tudi sprovocira ostale, spodbudi jih malce pred tem in potem dobi tudi visoki igralec, kot je naprimer Krampelj, ki rad teče. Skuša se razigrati, skuša priti v ritem s kakšno zadeto trojko, morda tudi malce na silo. Iz kontakta Klemen zadeva. Ja, Klemen je pravi, ko bo začutil moment, da se reprezentančno ne bo več odzival. Mislim, da bo to tudi moment, ko najbrž ne bo igral več košarke. Vemo, kakšno kvaliteto moraš imeti. Takratni Real, ki je imel na tem položaju res izjemne košarkarje, pred sabo Fernandeza ne nazadnje, tako da je bilo težko dobiti prave minute. Takte, kakovost športnega direktorja, legendarnega Juana Carlosa Navara, ki pa zdaj ne opravlja več te funkcije pri Barceloni.
ampak so ga postavili, zadržali nekako v klubu, vendarle je verjetno košarkarsko gledano Nikolić. Nikolić za 3, trojka. Odlična trojka Nikolića, njegova druga v 6. poskusu. V Wroclawu Slovenija staja s 5 predstavniki. Krasen backdoor, Omić gre do konca. Odlično. Krasno gibanje Cerkvenika. Ja, lepa podaja Faganela. Tole nekje po 12-13 minut na Omić tekmo. popravlja. Alen Omić. Dolničar, Prepelić. Lepo sedaj. Dobra podaja, Glas. Zdaj je moment, da zadane trojko. Gregor Glas. Ja, Odlično. tule je. Čakali smo jo. Lep prodor Prepelića, še lepša podaja navzven, tudi Dolničar do Glasa. Čakali smo tole trojko, potreboval je Grega 1-5. Trojka zanj in samo še točka prednosti za Latvijo. Time out. Po globini. Tole Prle zadeva. je trojka Klemna Prepelića. Kapetansko 23. točka Klemna, ki se bomo odzivali, ali želimo na svetovno prvenstvo ali ne. Lomaš vrača preko roke. Dobra obramba tukaj. Stavil je met, išče osebno napako in jo je našel Klemen Prepelić. Kakšna reakcija in kakšen odgovor vsem Klemna Prepelića, da je potrebno tudi na pripravljalnih prijateljskih tekmah, tako rekoč. No, ampak to je ta tekmovalnost, ki jo Klemen ima v sebi, enostavno so ga počgale ta prijemanja, vleče. Ova tu drugo, tudi mirno, natančno, 7 sekund, slabih 7 za Latvijo. Slovenija ne sme dovoliti trojke. Lomaš, Cerkvenik je odločil tole srečanje s to potezo na koncu, ko se je žoga odbila od sicer njegove noge, ampak naj bo pač tako. Slovenija je dobro odigrala, zlasti drugi polčas.